Danes v novicah med drugim vrhunec praznovanja v Žužemberku, podeljena občinska priznanja. 120-letnico smrti Janeza Trdine obeležili s pohodom. 14. košnja na Lisci. V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Žužemberk so na slavnostni seji občinskega sveta zaslužnim posameznikom in društvom podelili nagrade in priznanja. Slavnostne seje, ki je tradicionalno bila v atriju grajskega dvorišča, so se poleg nagrajencev in občanov udeležili tudi znani obrazi slovenske politike. Domači župan Jože Papež je v nagovoru izpostavil, da je občina v zadnjem obdobju dosegla skokovit razvojni napredek. Trenutno v občini poteka za dobrih $500 000 projektov. Večina bo, tako župan, zaključena do konca tega leta. Najbolj ključne zadeve so, da so ljudje zame povezani, strpni, marljivi in pa drugemu, da lahko pomagamo. To je ključ. In če bomo delali v takem duhu naprej, se bo občina še naprej dobro razvijala in bo prijetno živeti v takšnem okolju, je vidno zadovoljen še dodal prvi mož občine. Najžlahtnejše priznanje, naziv častnega občana občine Žužemberk, je prejel Anton Konda, dolgoletni podjetnik, ki je z Jožetom Štuparjem pred 3 desetletji v domačem kraju začel pisati zgodbo Keko opreme, ki je danes svetovno uveljavljeno podjetje. To meni zelo veliko pomeni. Jaz sem v bistvu Žužemberčan in tudi, če ti lokalno okolje da priznanje, te vidi, da si nekaj naredil za kraj, je sigurno to en pika na i, in jaz smatram to nagrado kot eno od največjih oziroma največjih, ki sem jo dobil do sedaj. Manjše občine kot je Žužemberk so ključni motorji, ki narekujejo razvoj. Res pa je, da vsega same lokalne skupnosti ne zmorejo, je med drugim izpostavil slavnostni govornik Marko Lotrič, predsednik državnega sveta. Zato je po njegovem mnenju prišel čas, da politika stopi skupaj in ustanovi pokrajine. Mi želimo, da dejansko država živi, da prenaša kulturo, da tradicijo prenaša v prihodnost, in zato so pa pokrajine tiste, ki bodo lažje prišli do evropskega denarja iz načrta za okrevanje in odpornost, iz kohezijskih sredstev. To bo pa lažje in sploh omogočeno, ko bomo ustanovili pokrajine. V občini Žužemberk cenijo posameznike in društva, ki so v minulem letu s svojim delom, zavzetostjo in prispevkom pustili pečat v suhokranjski skupnosti. Srebrni grb je pripadal domačiji Novak iz Sedinje vasi pri Dvoru za dolgoletno delovanje, promocijo turizma in dobrodelnost. 50 let je že dejstvo, da delamo ta isto stvar, skozi nekaj gradimo, skozi na novo zaposlujemo, skozi širimo dejavnost. Bronasti grb je bil podeljen Tjaši Primc, direktorici zavoda Žužemberk, ki je bil ustanovljen leto dni nazaj. In kaj ji pomeni prejeta nagrada? To, da prejmeš pa bronasti grb, se mi zdi pa samo neka nadgradnja in še neko dodatno motivacijo za naprej. Vesela sem, da mi to podeljuje občina, občani, ker se mi zdi, da s tem samo potrjujejo, da je to, kar delam prav. Podeljena so bila tudi županova pisna priznanja. Med prejemniki je bil tudi Vinko Longar za prostovoljno delo v župniji in skupnosti. Raznolika izbira prejemnikov je potrditev, da v občini Žužemberk delujejo številni posamezniki, ki svoj čas namenjajo v prid skupnosti. Letos mineva 195 let od rojstva pisatelja, etnografa in zgodovinarja Janeza Trdine, na današnji dan pa obeležujemo 120. obletnico njegove smrti. Trdina je bil po rodu Gorenjec, doma iz Mengša. Kot učitelja zemljepisa in zgodovine ga je službena pot ponesla na Hrvaško v Varaždin in na Reko, kjer je imel kot narodni prebuditelj težave z oblastmi in bil predčasno upokojen pri 37 letih. Bil je velik oboževalec Franceta Prešerna in njegove muze Primičeve Julije.
Julijo v Novem mestu tudi srečal. No, potem pa se je dejansko zaljubil v Dolenjsko in ko je bila prilika, si jo je izbral za svoj novi dom. Ampak Julija Primic je bila na nek način povod, da je prišel k nam. In prav zaradi nje je Janez pot iz Hrvaške Reke, kjer je služboval, preko Gorjancev v Novo mesto prehodil peš. V Novem mestu je študiral slovensko narodnostni značaj, na svojih pešpoteh, zlasti po Gorjancih, pa je zbral ogromno gradiva o ljudskem življenju, delu, verovanju, šegah in navadah. Prav Gorjance si je izbral za domovino svojih bajk in povesti o Gorjancih, ki so dejansko eno najpomembnejših slovenskih pripovednih del. Temu literarnemu velikanu so se Dolenjci poklonili na poseben način. V knjižnici Mirana Jarca skupaj s partnerji, knjižnico Ivana Gorana Kovačiča iz Karlovca, Pohodniškim društvom Novo mesto in Planinskim društvom Dubovac Karlovac organiziramo Trdinov literarni pohod. Zbralo se nas je približno 70 udeležencev, pohodnikov iz slovenske strani večina, skupina 20-22 planincev pa iz Sošic. Slovenski pohodniki so pot pričeli na Javorovici, s hrvaškimi pa so se srečali na Ravni gori, kjer so pripravili kratek kulturni program. Imamo jako dobru suradnju sa našim prijateljima iz Novoga mesta. Tu okupljamo naše kulturnjake, planinare, ljubitelje sporta, prirode i kulture. Pohodniki so hojo različno doživljali. Suha, prašna, vroča, tako da smo iskali senčko, drugače pa zanimiva. Številni pohodniki so prvič po tej poti, tako da za marsikoga nekaj novega. Z lagoma smo hodili od Javorice navzgor malo strmo, sicer pa po Ravni gori že samo ime pove, da je bilo kar zložno. No, potem pa so nekateri smo grizli malo, na koncu je bilo, nekateri starejši so bili že upehani. In danes smo naleteli na čudovito naravo, ki se je razbuhtela zdaj v tem času. Zelo lepa pot. Super, odličan je bio. Evo, neki od nas su se i vozili, s obzirom da imamo ovdje i pjesnike koji ne hodaju, ali žele sudjelovati u programu. Imamo i manju djecu koja su se malo bila umorila, a imamo tu i starije i srednje dobi. S pohodom želijo združiti gibanje in zdrav način življenja s poznavanjem pogosto neupravičeno prezrte zapuščine Janeza Trdine. V knjižnici Mirana Jarca Novo mesto hranijo pomembno Trdinovo zapuščino, ob njegovih obletnicah pa so pripravili ulično razstavo, ki je na ogled na Kaskadni ploščadi nasproti novomeške knjižnice. Na Listi so organizirali že 14. košnjo trave na tradicionalen način. Zbralo se je prek 50 koscev iz bližnje in daljne okolice. Ročna košnja in grabljenje počasi izginjata tudi na hribovitih področjih. In ravno to je razlog, zakaj ga na najvišji točki sevniške občine na ta način tradicionalno obujajo. No, ideja pa je vendarle prišla iz soseščine. Pri nas se je košnja začela, pa smo pa v društvu se dogovorili in nadaljujemo s tisto našo košnjo, ampak ne na naših trangih, ampak tule na Listi, v sevniški občini, najvišji ležeči travnik in smo kar veseli, ker pridejo zelo veliko koscev pride in grablic iz različnih vasi, širše od naših občin, Sevnice, Laško, Šentjur, pa še dalje okolje, Litija. Glavni namen prireditve pa vendarle ni samo košnja. Predvsem je ta trenutek, da se srečamo enkrat na leto, da pridemo skupaj, da smo dobre volje, kako zapojemo. Res ta List je tako povezovalna točka vseh teh krajev blizu in oddaleč okoli Listce. Najvišje ležeči travniki v sevniški občini imajo več lastnikov. Ta travnik najbolj strm je od župana, tako da je dal dvakrat za pijačo, da smo to pokosili. Je pa še enko travo, tako da tlele na polju pod Listco bojo krave deležne te trave. To je tako, ko bi čaj jedle, ne?
Tle gor je pravzaprav tisti pristen travnik še vedno, to je del tudi Kozjanskega biosfernega območja Ilizca. No in ti so travniki, kjer je več rožic kot pa trave. Res tisto pristno, stari travniki, tisti, ki še dišijo, dihtijo od rožic, od živali, od kobilic, od metuljev in vsega. No. In zato, pravi gospodar, bo posebno tudi mleko. Tako kot imajo v morju deviško oljčno olje, imamo mi to deviško mleko. Nekaterim košnja na listci veliko pomeni in v njih vzbudi spomine. Gospod Vinko se pri svojih 88 letih v zadnjem obdobju, sicer kot klepač koz, košnje redno udeležuje. Čeprav podeželja vidno umira, starih, ki bi še to znali, ni več, mladim pa ali ignorirajo, ali pa se jim ljubi, ker to je tudi velikanski napor. Čeprav košnja kot taka pomeni naslednje. Torej, rekli so naši, moji pradedje, da kdor ne zna kositi, boljše da neha, ker je to umetnost. Kositi je treba znati. Sevniški župan je svojo koso najprej prinesel sklepati, potem pa se je z njo spustil po travniku. Danes je tradicionalna košnja. Te tradicionalne košnje praktično na kmetijah ni več, kajti ta košnja je pred 50 leti bila nadomeščena z stroji, danes zelo sodobnimi. In moja kosa je uporabljena zgolj za čiščenje okolice hiše, različnih zeli in zato je šla na klepanje. Pri tokratnem dogodku na Lizci so sodelovala še druga društva. Med drugim so pripravili ocenjevanje ocvirkovih potic in jabolčnikov. Ena najlepših vsakoletnih tradicij v prestolnici Dolenjske zagotovo predstavlja projekt Grem domov v Novo mesto, ko se študentje po koncu izpitov peš odpravijo v svoje rodno mesto. Tokrat iz 3 univerzitetnih središč: Kopra, Maribora in Ljubljane. Na svojih potovanjih so doživeli marsikaj nepozabnega. Enkrat smo se pogovarjali s Palcem, ena izmed naših deklet je celo vozila bager, ki ga še nikoli ni. To se nam je zdelo zelo fajn. Potlej pa udeležili smo se biserne poroke in pa še na veselico smo šli. Najdje so bili na poti pohodniki iz Kopra, kar 6 dni. Tisti iz Maribora so bili na poti 4 dni, medtem ko so študentje za pot iz Ljubljane do Novega mesta porabili 2 dneva. Grem domov v! Grem domov v! Kam grem? Kako? Kje sem? Bolj je lepo, ker nas ljudje vidijo pač iz hiše, iz balkona in nas pač povabijo, naj pridemo malo kaj popiti, pa se malo pomeniti z njimi in so vsi tako zelo dobrosrčni. Drugač, tudi ljudje, kjer spimo, bi se zahvalili vsem, ker nam vsi vsako leto dobrodušno pač ponudijo prenočišče. Na poti so se naužili lepot Slovenije in spoznali še kakšno novo dobrodušico. Ljudje so zelo gostoljubni, sploh v predmestjih. Nas poznajo, veliko časa že hodimo in se k nekaterim vračamo tudi že okoli 20 let. Skupaj se je letos dogodka udeležilo kar 80 pohodnikov. Vsi so bili dobro pripravljeni, mislim, tako so vedeli, kaj jih čaka in tudi če je malo energija pošla, vedno se je najdel, kaj jih je rekel, nič kaj, zdaj to, gremo naprej in smo drug drugega spodbujali in je bilo toliko lepše. Da je bila dolga pot nekoliko lažja, sta med hojo skrbela spremljevalni kombi, ki je prevažal njihovo opremo, in ekipa društva novomeških študentov, ki je gasila lakoto in žejo pohodnikov. Med študenti je ta dogodek priljubljen čisto zaradi tega, ker se vračajo v Novo mesto, v svoj rodni kraj in pa med pohodom, če jih je 50 pohodnikov, to pomeni 50 novih prijateljev. No. Sredi julija so jih v preteklih letih pričakale že mnogo bolj ekstremne temperature kot letos. Jaz pravim, da je bilo letos res naklonjeno, ker so bile tudi temperature malo hladnejše, je bilo malo lažje hoditi. Danes, zadnji dan jih je malo zmočilo,
na poti iz straže, ampak se znajdejo, so se skrili v en gasilski dom za tistih 10-15 minut, težkim nalivom in so suhi. Ko so premagali prav vsak kilometer poti, jih je na glavnem trgu v Novem mestu tradicionalno pričakal koncert in z njim žur do jutranjih ur. Iz zakladnice našega arhiva o 35-letnici televizije Vaš kanal. Po dobrih 30 letih uspešnega in pogostega metanja diska tako v Sloveniji kot tujini je sedaj že legendarni dolenjski atlet Igor Primc na domačem atletskem mitingu sklenil svojo bogato športno pot. Zadnji met Igorja Primca! Postremimo! Zadnji met Igorja Primca! Tako je dolenjski orjak še zadnjič uradno zalučal svoj disk. Pred metom so bili precej čustveni, pa emocije so prišle ven, vendar ko sem vrgel zadnjič, je prišlo olajšanje in sem kar zadovoljen z današnjim nastopom. Prav zaradi Primčevega slovesa je bil met diska tudi paradna disciplina 21. mednarodnega atletskega mitinga. Vesel sem, da so se moji prijatelji skaši odzvali v takem številu, seveda mi je bilo čast metati v njihovi prisotnosti, predvsem tudi z mladimi atleti novomeškega kluba, ki bodo sedaj disk metali naprej za menoj in super je izpalo. Na mitingu so sicer nastopili številni slovenski atletski jasi, med njimi je z novim državnim rekordom v skoku s palico izstopala Tina Šutej, ki je preskočila 4 metre in 45 centimetrov. Jaz sem zelo zadovoljna, pogoji so bili odlični, jaz sem bila dobro pripravljena, tako da vse se je šlo po načrtih, tako da dobro, ne. Forma se vzdiguje, zdaj upam, da bo vrhunec na evropskem, da še kakšen osebni rekord skočim, to pa tudi vse, kar hočem za letos. Sam tek mi ni ravno uspel, sem delal precej napak, sam sem pa v kvalifikacijah začutil, da dobro lahko tečem, tako da ko teh napak ne bo, bodo tudi rezultati dobri. Med atleti domačega atletskega kluba Krka pa se je zmagama v teku na 200 metrov in štafeti 4x100 metrov ter drugim mestom v teku na 100 metrov izkazal Gregor Kokalovič. Super, sem zadovoljen, če bi me kje druge zdelo kot Novo mesto. Ne bilo tako veselje, ampak doma je najlepši teč in sem to dokazal z rezultati danes. Novomeški miting je številnim atletom služil tudi kot dober trening pred bližajočim se evropskim prvenstvom, ki bo konec meseca v španski Barceloni.